Dober dan, to je podcast Dobra knjiga z dobrimi gosti. Spremljate nas na aplikaciji Mladinska knjiga Plus. Jaz sem Aljoša Harlamov in današnja dobra družba sta Darja Marinšek. Boš rekla živjo? Zelo previdno, živjo. Okay. In Sergej, hvala Sneti. Pozdravljeni, živjo. Zdaj za začetek, jaz imam vedno to eno isto vprašanje, tako sem se odločil, da vaju vprašam po vajni zadnji knjigi, ki vaju je navdušila in prosim, naj bo 1 ali pa 2, ne 6. Se pravi, zdaj bo pa v obratnem redu, Sergej, ti si prvi, kaj si nazadnje prebral? A si sploh kaj bral zadnje pol leta? Razen strmenja od Tolkiena, misliš? Ja, sem bral. Zdaj berem dejansko Malazan Book of the Fallen, prvi del spet, ki sem ga prebral pred leti in sedaj sem spet na stara leta noter malo padel, tako da Gardens of the Moon. Me kar navdušuje. Super. Jaz sem prvo prebral. Darja, isto vprašanje tebi? Jaz sem pa na zadnje polet prebrala zase, za dušo, Konfiteor Jaume Cabré, kar gotovo poznaš, ker si urednik te knjige. Dobro, zdaj ni treba tle sponzorirati oziroma sponzorskih oglasov, ampak hvala, ja, super, me veseli, da te je navdušila tudi kakšna knjiga, kakšne druge založbe. Ne, super knjiga, res. Dobra zgodba in odlično napisana in nekaj drugačnega, tako da to me vedno pritegne. No, super. Sergej in Darja, hvala vama za priporočilo. V našem podcastu namreč velja, da se o dobrih knjigah govori in tudi danes bomo govorili o eni zelo dobri knjigi. V današnji epizodi podcasta Dobra knjiga torej gostimo Darjo Marinšek, doktor Darjo Marinšek. Doktorirala je iz ameriških literarnih ved, to sem si moral napisati in podčrtati, da vem to lepo povedati. Sicer pa je prevajalka in urednica ter avtorica. Od leta 2013 deluje v leposlovnem uredništvu založbe Mladinska knjiga, kjer ureja tudi fantazijsko književnost, zaradi česar jo danes tudi gostimo. Sicer pa je letos prestopila tudi na temno stran in je postala avtorica slikanice Pozabljiva stonoga. A sem kaj pozabil, Darja? Ne, mislim, da si povedal še preveč. Jaz se pričujem, če bo to zdaj izgledalo precej domače, ampak to sta gosta, ki jo zelo dobro poznam, zato si mogoče privoščim malo več kot ponavadi. Sergej, hvala Sneti, ki pa je kritik iger, tudi to sem si zapisal, ker nisem vedel, da se temu tako reče. Tudi jaz ne. Ja. Jaz mislim, da to on, kaj nekaj pač igra in pol nekaj napiše. To. Ja, okay. Bivši filmski recenzent, drugače novinar, pisatelj, urednik in prevajalec, soustanovitelj računalniško-igričarske kultne revije Joker in po novem tudi naslednice Jokerja, ki jo danes promoviram tukaj z majico, je Zbine. Danes pa tukaj seveda kot prevajalec, zlasti kot prevajalec fantazijske književnosti, čeprav si prevajal tudi druge stvari, o tem bova tudi kakšno rekla. V slovenščino sem med drugim prevedel Georgea Martina, pa Joea Abercrombija in Patricka Rothfusa. Zdajle, danes pa bomo govorili, predvsem sem vaju seveda povabil zato, ker bomo govorili o prevodu, novem prevodu Tolkiena, njegovega kultnega Gospodarja prstanov. To je najpomembnejše delo po Bibliji, zagotovo. Darja se smeji, ker se tako zelo strinja z mano. Definitivno je to Biblija za ljubitelje fantazijskega žanra, ki jih je tudi, jaz mislim, da pri nas vedno več. In seveda, Sergej, ti si ga prevedel, Darja, ti si uredila in si tudi urednica fantasy. In mogoče je zate prvo vprašanje, ker bo gotovo koga zanimalo, zakaj pravzaprav pri vseh teh knjigah, ki še niso prevedene, zakaj tukaj gremo že v 3. prevod Gospodarja prstanov? Ja, to smo se tudi mi parkrat vprašali, prvi smo se tega lotili na založbi. Glavni razlog v resnici je bil to, da je to zdaj že res 3. prevod, ampak bo pa hkrati to prvi prevod Gospodarja prstanov, ki bo poenotil poimenovanja v srednjem svetu, pač v Tolkienovem svetu. To pomeni, Hobita je že pač pred 10 leti prevedel Dušan Ogrizek, potem kasneje se je potem Gnosis lotil Gospodarja prstanov, ko so tudi več prevajalcev najeli, ki so potem šli v druge poimenovanja. Kasneje se je Mladinska knjiga to z Branetom Gradišnikom lotila tega, ampak je on šel spet v svojo pot in potem tudi Silmarillion, ki ga je za Karantanjo takrat prevajal Uroš Kalčič, je šel spet v čisto drugo izrazoslovje. In to je potem tako bilo. In ne vem, to je bil tak zalogaj, zdaj se tega lotiti, da je potem to založba kar odlašala in odlašala. Res mislim, da glavni razlog je bil to, da je manjko en prevajalec, ki bi v to zagrizel. No. In evo ga, pojavil se je junak,
Čeprav smo v bistvu mi pristopili k njemu, ne obratno. Ne? Mislim, dejansko ne vem, da ni bilo to neka ideja, ki bi prišla iz publike, čeprav je toliko fanov. Ampak ja, no, to smo se potem v uredništvu Leposlovja dolg pogovarjali in pa smo rekli, mislim, da je pa čas zrel za to, da je v končni fazi fair, da imaš ti neko rodbino, ki ostane, ki ohrani isto ime skozi več knjig. No. Tako da to je bil glavni razlog. No, super. In potem ste našli edinega in enega, ki vse poveže, in to je Sergej Hvala Sneti. Sergej, kako pa se, to me pa recimo res zanima tudi iz nekega zelo praktičnega razloga, pa da bodo tudi mogoče bralci razumeli, kako se pa človek loti, prevajalec loti neke knjige, ki je bila že 2-krat prevedena. Ne? Ker vemo, mislim, to je vseeno, jaz mislim, da treba poudariti oziroma povedati, da načeloma seveda ti zdaj ne smeš, ampak ne prevajaš, ne moreš uporabljati rešitev prejšnjih prevajalcev, ampak moraš čisto na novo prevesti. To pomeni, da kaj pozabiš prejšnje prevode. Ja, to je pa benefit of old age. Počasi že pozabljam vse, ne. Ampak v bistvu sem kar dosti pozabil, ne. Ker to je že kar tako, od prvega prevoda je 30 let, od drugega prevoda je 20 let, ne. Tako nekako bo. In to je kar, ne, počasi se zadeve nekako raztopijo, a ne, razen unih glavnih, ki smo pač o njih debatirali tudi takrat med sabo in po forumih in tako naprej. Tako da v bistvu ni bilo tako težko, ne, pač samo itak sem se izogibal preveč zaznamovanim rešitvam in tako dalje, ne, kot bo še pol povedala, ne. Tako da ni bilo neki pač, nisem imel toliko usedline v sebi, da bi rekel, to me pa zdaj moti, ne. Okay. Pač enostavno sem se usedel in sem pač predsedil skozi sebe. Tako. Nekako ne. Si pa celo tega kot novega teksta. Ja, čisto. Aha. Ampak kaj pa neizmerni, srce parajoči, dušo jemajoči, lomeči pritisk, ki ga človek mogoče vseeno čuti, vsej mičkeno, ko prevaja eno tako stvar, za katero ne samo, recimo, da bi zdaj bil to prvi prevod, ne? Ampak recimo, da pa vseeno obstaja pa zdaj ljudje, ki so se navadili prvega, ki so se navadili drugega in jim zdaj absolutno ne bo všeč, recimo, tretji ali pa bojo takoj našli karkoli noter. Si čutil kaj tega pritiska iz tega razloga, z te smeri? Veš, kako je, ne? Če nočeš biti kritiziran, kako pravi, ne? Da prvič ne živi, ne dihaj, ne naredi nič. Ne? Tako da seveda bojo kritike, ne? Normalno, da bojo. Ne? Tudi jaz bi jih imel, verjetno. Ne? Ampak ni bilo nekega prav tako srce lomečega, hrbet trečega pritiska, ne? Ker pač enostavno tudi se mi zdi, da knjiga, ki je ni več v prodaji, ki se je da dobiti samo v antikvariatu, pa bi morala dejansko biti na voljo vsakomur, ker je tako krasna, ne, bi rekel, da je to že dovoljšni razlog za to, da se naredi, ne, zdaj, ker ponatis pač iz različnih razlogov ni bil mogoč, ne, je pa ta pot bila ubrana. Okay. Lahko nekaj zdaj zraven rečem? Seveda. Veš kaj, zato spomnila sem se, ker pa se v bistvu midva o tem pritisku, ne, pa kako v bistvu zdaj to špuro zastaviti. O tem smo se midva dosti pogovarjali na začetku. In ja, jaz se strinjam, da ljudje smo taki, da takoj, ko imamo nek čustven odnos do nečesa, potem smo zelo navezani do teh rešitev. V bistvu je to kakovost ali pa pravšnost rešitve je malo sekundarnega pomena. In takih primerov je veliko. Recimo, jaz sem se takrat spomnila, po mojem, smo se pogovarjali o Piki Nogavički, ko je pač Nada Grošelj prevedla, ki je bilo zdaj končno prevedeno iz izvirnika, prej pa skozi iz nemščine, ampak generacijam in generacijam ljudi je bilo to v bistvu manj pomembno, kot to, da so oni pač rasli gor s kroglicami pregelk in tako naprej in tako naprej. In ja, mislim, pri tem mislim, da ključno je to, da ti veš, da delaš, ne, mislim, se je bila tudi ponatisnili na novo, ampak mi smo se odločili, da je pač res treba to poenotiti, da si pač zaslužijo zdaj naslednji rodovi, a ne ta avtoritaren tekst in delaš za nove generacije tudi, ne. Zdaj ne delaš tega, da boš vse zadovoljil, kot si rekel, to je pa potem že naprej obstojeno na propad, po mojem. Ja, to je nemogoče. No, mogoče, če zdaj gremo ravno na to, pa bolj mogoče splošnejše vprašanje, Sergej, ti si vendar tudi prevajaš tudi recimo kriminalke si zdaj nazadnje prevedel. Kaj je pa razlika v prevajanju fantazije? A vidiš ti recimo kot prevajalec, da je neka, da obstaja neka razlika recimo med tem, da dobiš neko kriminalko, da prevedeš pa nek drug tekst in specifično recimo žanra fantazije? Kaj je ta neka razlika? Količina izrazov, ne.
ker fantazijski svetovi so dobesedno svetovi. Kriminalke se običajno dogajajo v današnjem aktualnem tem svetu, ne nujno današnjem, ampak aktualnem svetu, in če poznaš ta svet, pač je več ali manj to, si policijsko izrazoslovje in tako naprej. Ampak te fantazijski svetovi so pa, moraš vse na nov izum dejansko, to izrazoslovje, ki je tukaj že dano. Ni treba, da si izmišljuješ, kako je zdaj bil tam en človek, pa kako je zdaj prevoznemu sredstvu ime, pa kako je zdaj tem zadevam ime na mizi. Mogoče karikiram, ampak v tem smislu, medtem ko fantazijski avtori si zelo radi vse izmišljujejo, kako je tem stvarem na mizi zdaj ime, kako je ta stvar, kako je to. In to krat 100 ali pa krat 1000, pri Tolkienu pa krat 100.000, zato ker je najbolj kompleten svet izmed vseh. Najbolj domišljen, vsak detajl. Ne bom rekel, da je vsak detalj se mu posrečil, ampak večinoma pa zadeva zelo štima. Kriminalka pa pač v našem svetu, zato je z tega stališča bolj enostavno. Pa čutiš, mislim, pa je spet to, je to neka seveda je to dodatna kompleksnost pri prevajanju, ampak a je to tudi neka dodatna, ne vem, svoboda, ker vseeno je pa zdaj, ta svet boš zdaj ti na nek način prikrojil sebi, oziroma ti si tisti, ki odločaš, kako bo bralec ta svet doživel in si bolj, bi jaz rekel, v enih rešitvah mogoče vseeno, kaj pa zdaj, bolj svoboden, kot pa pri kriminalki, kjer imaš vseeno, moraš prevesti, kaj jaz vem, ustrezno originalo. Ja, ampak tam ni rešitev, zato ker je že. Tukaj so pa rešitve, ki jih moraš narediti. Odbiti, recimo, pač v kriminalki se običajno ne pojavljajo stvari, ki so izmišljene. Ni pošasti, ni čarodejev takih, nima čarovnik unga, nima tretjega. Tukaj pač ima. Tam pač vihti nekaj, kar vihti. Tukaj lahko vihti nek, kakšen Blade of ne vem kaj. Zdaj pa ti to naredi, da bo zvesto izvirniku in da bo spevno tudi v slovenščini in da bo šlo, da bo lepo z jezika padlo, da bo se lepo zakotalilo, da bo slišati lepo, da bo tako, kaj je to zdaj. To ne. Darja, kako pa je pri tebi ti tudi? Navadno jaz vem, da te včasih, ne bom rekel razjezim, ampak malo te spodbodem. Ker vedno rečem, me razjeziš. Te razjezim. Ker pač rečem, da si seveda urednica za fantazijo pri Mladinski knjigi. Ker si urednica za fantazijsko literaturo pri Mladinski knjigi, ampak nisi sam to. Seveda, ti imaš običajno, ne vem kaj, 90% tvojega programa je pa vendarle, bomo rekli, visoka prevodna literatura, pa imaš Kapučino zbirko, delaš skratka druge stvari. A ti opažaš, kako pa je za urednika, je urejanje fantazije drugačno, kot je urejanje, pač kaj jaz vem, nekega navadnega leposlovja, ali je tebi zate vsega drugega. Vsega drugega, ali je to po procesu isto? Mislim, res sigurno je malo drugače. Na to, kar je rekel že Sergej, to glede tega izrazoslovja, kar je seveda ključno. Jaz bi rekla, da je tudi nek tak, že sam ton, sam jezik, registri. Tega je pri fantazijski književnosti vedno zelo veliko, ki ga mogoče ni glih, se tudi seveda, registri so tudi lahko v kakšni drugi knjigi. Recimo išel, kaj zdaj, Šageben je bil tak primer, ker sva se mogla s prevajalko usesti pa malo se predebatirati, preden se ona tega lotila. Da zastavi smernice, ampak pri fantastiki je pa to vedno prisotno. Tako da, in to, če gledaš pač različne knjige med sabo, vidiš, da pač Veščec v slovenščini vsem zveni drugače, kot pa zveni Tolkien. Tako da to je nekaj, o čemer mora prevajalec absolutno razmisliti vnaprej. Sergejem sva, to zdaj sva res že to knjig skupaj naredila, ali pa recimo avtorjev bolj, In vem, da ko sva recimo šla od Rothfusa na Abercrombija, da je bilo tako, to je bilo točno tako, je bila ta debata prvo. Ampak to čist drugače zveni zdaj kot Rothfus. Začnemo razmišljati v smeri, ali pa začni razmišljati, ali pa že razmišljaš v smeri, da to ne bo v slovenščini enako. Ker pač, to je recimo ena taka past. Potem pa, ne vem, prva stvar, ki sem se jaz naučila reči prevajalcu, ki se loteva zdaj trilogije ali pa serije, je deli si slovarček, zato ker čez 2 knjigi se noben več ne bo spomnil. In zdaj ne boš zdaj na roko vsake tiste rečice iskati. In to je v bistvu pol ratalo, tako najprej bo to neka čist tehničen pripomoček, ampak je ratalo pol zdaj res fajn za mogoča debato. Zato ker da ti greš vse to spreminjati potem, ko je prevajalč že vse oddal, pa ne spreminjati. Da greš debatirati, zakaj pa zdaj to, Pol je to lažje, takrat, ko je tudi prevajalec v sred ustvarjalnega procesa in točno ve, in ta debata hitreje izteče. Tako da jaz bi rekla, da je tudi precej več tega, ne zdaj čisto pri vsakmu, prevajalci so različni, imajo različne pristope, ampak pri fantastiki je več tega
ping-ponganja back and forth, v smislu, da res prevajalec vidim, da imajo potrebo po debati, preden se zares, ne zdaj sem pa že 500 strani, ampak jaz sem pa to tako zastavil, sem tako prebral, pa recimo tega je bilo s Klemnom Piskom tudi veliko, ker pač Veščica prevaja, ker on je sicer zelo izkušen prevajalec, ampak še ni prevajal Fantazijske književnosti. In je mal tipal na začetku, ne? Tako da on je tudi imel to potrebo, seveda so bile odločitve njegove, zastavil je vse on sam, ampak mu je bilo pa fajn, da sva midva to debatirala. Potem pa, ne vem, jaz sem tako bolj res tako kot neko, zdaj rekla stena, pa kot nekaj, kar potem, to se mi zdi idealno, no? Pač rešitve so vedno prevajalčeve, ti seveda pomagaš brainstormati, za Rivendell vem, da smo cela familija takrat razmišljala, ker smo bili na nekem izletu, kako bi to bilo, zato ker pač več glav več ve, ampak bolj kot nekdo, ko omogoča, ko daje nek feedback, ko omogoča neko debato, zdaj, da se ta proces v glavi prevajalca pa naprej odvija, no, tako, da ni on sam za sam. Sergej, imaš ti tukaj kaj dodati, bi kaj popravil, dodal? Pazi, kaj boš rekel? Mora biti ti? Ne, seveda. Pač ene stvari so tako, je res, da ene stvari so tako, sam domisliš in pa reče, recimo, Darja, super, ne. Ene stvari so tako, ne, to ni čisto v redu, kaj zdaj s tem, kaj pa če bi bilo tako, ne. Ene se pa nekoč, enkrat, ne, kot pač globoki dol, recimo, ne. To, ne, a pa se spomnim, recimo, to še vem, kje sem se spomnil naslov za Odločena je vojna, ne, od Abercrombija, ne, v Blatni brezovci, ko smo šli na izlet, ne. Tink, ne, Odločena je vojna, pa res to bilo pa dobro, ne. Ne vem, pač odvisno kdaj, ne, ampak se pa strinjam, da brez debate tukaj težko, ne, ker je toliko enih detajlov in toliko enih besed in Saj vi ste, mislim, to sem videla tudi tako, pač desetletja nazaj, mislim, vi ste tudi imeli forume, kjer ste se tudi, ne vem, Gorenci in tako, ker ste drugega, nekak Kaja Bucik, recimo, tudi kaj prevajala, tudi fantasy dosta, ne. To smo se po mailih tudi parkrat gor pa dol. Ste si pomagali, ne? Mislim, sej na vse zadnje pač, zakaj bi tukaj ego zganjal, ne. Če je boljša rešitev od nekoga ali pa mogoče ti pomaga sem te preusmeriti, ne. Jaz zdaj razmišljam tako, ne, pa pol, ne, mogoče pa, dajmo to obrniti in pol nekako sredi noči se zbudiš, tudi je že bilo tako, tek zjutraj sem se zbudil in se zapišem, zaspim nazaj, ne, ker bi pozabil zjutraj, ne. Tudi jaz. Ne, dejansko, prav zraven imam blokec, mislim, imam postite, ne, hitro napišem in okej, ne. In pol, evo, recimo, ne. Ja, ker mene pač, se mi zdi, da prevajanje marsikdaj pozabimo ali pa mogoče ne poudarimo dovolj, da je prevajanje zelo kreativen proces, ne, da ti moraš vseeno, jaz razumem, da ti lahko hitro prevedeš neke dele, kjer pač tako, ki si rekel, ni zdaj treba izumljati mize, ne vem kaj, pač je normalno pis, potem pa prideš do enega tega oreha, ki ga pa treba razbiti in ki ga moraš toliko razbiti, da bo v vseh kontekstih, zdaj mogoče, lahko da se ena stvar pojavi samo enkrat v enem prizoru in moraš tam nekaj pogruntati in je recimo temu lažje. Ampak kaj pa, ko imaš stvar, ki bo pol imela neke druge kontekste, neke druge stvari, tam pa moraš res dobro premisliti in vedeti za naprej. In tudi jaz domnevam, da si ti najprej zelo natančno prebereš izvirnik. Mislim, se sem ga že tokrat, da. Ne. Ampak pri tokrat je tako, da je tudi na najmanjša stvar je v bistvu treba, ne. Zato, ker imamo vse domišljeno, ne. Ena vasica tamle dol, tamle ne vem kje, ne, in pol prebereš tako razlago, zakaj je to, ne. Sprav, ne morem kar nekaj namutiti, ne, zato, ker mora biti v skladu s tem, kar je on hotel in tako naprej, ne, in mora zveneti dobro v slovenščini, to pravi najmanjša stvar, ker se bo enkrat pojavila, ker jih imamo kar en par, ne, to unih, ki se pač stalno ponavljajo, ne. Vse je treba domisliti tukaj, zato je ta tudi žanr, ne, no, vse zadnje, zato zafrknem tok, ne. Kaj pa, dobro, zdaj, to vseeno vaju moram vprašati, kaj pa naredite, recimo, ko se absolutno ne strinjate? Recimo, da ti imaš neko rešitev, tebi se ti v redu? Ne? Kako to misliš? Diva. Ne, dajmo. Jaz se v celoti strinjam s njegovim odgovorom. Ja, dobro. Ne, definitivno pač mora potekati neka koordinacija, kako recimo, kaj je tisto, kar je recimo vama prevaga, recimo, kaj recimo s čim, kad ti urednica reče, kaj mora biti argumenti, razlogi, da boš ti se strinjal, da pa mogoče ima pa je druga rešitev recimo boljša. Ali pa da moraš še ti razmisliti, ne da je druga rešitev boljša, ampak da nisi še domislil do konca in moraš še tisto. In kdaj ustrajaš recimo, kdaj pa si rečeš, ne, to pa je zdaj tako, to sem pa premislil in je to. Ko znam pojasniti.
Ne? In pol nikoli ni bilo, Darja, če sem jaz dal pojasniti, ne bi bilo zmeraj v redu. Ne? Mislim, zakaj je to zdaj tako? Ne? Zato, ker ne. Okay. Okay. Pa zveni, če ne zveni čist debilno, ponad pol v redu. To ni čist kar neki, ne? Ampak moraš biti pojasniti, ne? To je bistvena zadeva, argumentirati. Ne? Pa tudi tako je, no? Zdaj mislim o teh svetovih ali pa recimo sploh pri Tolkienu, ko se o njem pogovarjamo, tega je res toliko. Da bi se urednik vtikal čisto vsak potoček ali pa ime konja, res ne bi nikamor prišli. Ne? Tako da jaz mislim, da urednik mora imeti pred očmi vedno to, da to je avtorsko delo, to je prevajalčevo avtorsko delo. On za tem stoji, on je s tem največ časa preživel, pa če se ti še toliko poglabljaš, ali pa si poznavalec, ali pa si fan tudi, ne? In ti si tle kot pomoč. Ne zdaj zato, da vsiljuješ neke rešitve, ki so v veliki večini potem lahko tudi precej subjektivne. In potem je tudi tako, če imaš 100 ljudi, to se dejansko pokaže, ne? Imaš pa tudi 100 različnih rešitev. Tle pri Tolkienu je bilo edino tako, da v bistvu da zelo na začetku že se je sestavila neka tabela enih takih imen, kjer so tako, kot bi ti rekla, to pa res mora stati, to so pa res tista imena, ki boš vsak najprej pogledati, ne, kako je to preveden. In tle v bistvu niti ni bilo tako, da bi zdaj jaz rekla Sergeju, ne, to hočem pa da je tako, ampak smo naredili tako kot nek zborček, ki ga je Sergej potem zdaj pomenoval Svet modrecev, v katerem je bil tudi človek, ki naj ravno kar tukaj nama zastavlja vprašanje, to je zdaj tako malo bizarno, da ti to zdaj razlagam, upam, da se tega še spomniš. Skratka, tle ne sme biti seveda preveč kuharjev, ker pa vsi vemo, kaj rata z juho, ne? Ampak pač ljudje, ki so res, vključili smo pač še 3, ne? In je bil to sam brainstorming, ljudi, ki so tako ali pa drugače povezani s fantasyjem. In v bistvu je bilo tudi tako, mislim, in potem samo te glasovnice, celo mogoče mislim, da je bilo anonimno, kdo je zdaj kaj rekel, Sergeju dala in potem prepustila njemu te odločitve. Ne? Mislim, Sergej potem je rekel, ok. In zdaj tam, ker je bil on 100%, ne, tudi meni se je recimo pol zgodil, se spomnim, da nekaj je on okrog obrnil, pa najprej nisem bila navajena, sem čez čas pol jaz nekaj prepričevala, nekaj naj se tako ostane, se mi zdi dobro to, kar si naredil. Ne? Tako da to vidiš tudi, kako res se moraš brzdati. No? Ampak potem je pač na koncu prevajalec odločil, na koncu je Sergej odločil, ok, ja, ne. No, super. Sergej, zdaj tako, prejšnji prevajalec Branko Gradišnik se je zelo pri svojem prevodu zelo naslanjal recimo na neko arhaično slovenščino, neke te slovanske korenine, korene recimo, ne, šel je zelo daleč nazaj, tudi recimo izposojal se je iz Pleteršnikovega slovarja in tam nekaj črpa te rešitve. Kaj je pa tebi bila ta podstat recimo, ne, ker nekje si moral različne te jezike, ki se pojavljajo noter, različne pojmovanja, si moral verjetno nekje v slovenski realnosti zacementirati pa potegniti iz nekod ven. Kaj je tebi predstavljala ta neka osnova, s katero si črpal recimo, najbolj važne jezike ali pa najbolj važne izraze? Zven Tolkiena po mojem ni arhaičen. Arhaičen je v določenih deželah, kot je Gondor. Okay. Tako da tam sem malo zapeljal to smer, da kdo reče malo bolj po starinsko. Drugače pa jaz mislim, da je, vsaj meni je od vedno Tolkien zvenel precej sodobno dejansko. Tudi zato, ker je ta vezni tekst dosti nevtralna angleščina. Ni zdaj čisto moderna, ampak ni zdaj to nekaj, kar bi bilo tako iz 18. stoletja, ko poslušaš. Ampak je popolno normalna angleščina. Zato sem se tukaj precej držal njegovega tega zvena. Tam, ker je on šel v te jezikovne detajle, kot so pač malo v starinsko, tako sem tudi jaz šel, ker pač če njemu ne zaupam, ki je profesor angleščine. Mislim, da pač ne morem nobenemu zaupati. Čist preprost, ni bilo nekih tukaj, sploh nisem hotel nič izumljati v bistvu. Pa tudi nisem pa hotel tudi tam, kjer je bil ancient, kjer je bil tako staromodno, tudi nisem hotel pretiravati. Ker kot smo rekli, tudi prevajamo za nove rodove in vidim že pri svojih otrocih, ki jih moram določene stvari, a veš, kaj pomeni uk, pa tako učenje, ok. Recimo, če zdaj preveč to ti naložiš gor, rata tako ful neprebavljivo rata. Vse skupaj postane res tako težko. Jaz pa res ne bi hotel, da je Tolkien tako težak za brati, ker dejansko v angleščini je v bistvu tako ful užitek za brati. Ti v slovenščini ne bi bil potem.
konverzno užitek zabrati, ne da greš vsako tretjo besedo gledati v slovar, kaj to je zdaj je. Tako da to je bil ta generalni, ne bo zven ne prehudo starinski. Ne. No, če gremo zdaj malo bolj podrobnosti, no, kaj so pa bili recimo najtrši orehi, s čim si se najdlje ukvarjal, s čim so se najdlje ukvarjala, kaj vam je bilo tisto, kjer res nekaj časa, recimo, se vam niti sanjalo kako to prenesti v slovenščino. Jaz si predstavljam, glede na to, da smo rekli, neki osnovni pojmi so očitno bili takoj, sta imela pomoč, sta se tudi tako konzultirala. Kaj pa je bilo tisto, recimo, kjer si ti, domnevam, da že malo toliko z glavo po tipkovnici, pa preklinjal, zakaj si sprejel ta job, pa zakaj to sploh prevajaš. Kaj je bilo tisto, kar ti je bilo? A je bilo tako, da so bili to kakšni pojmi? Ne. Ali je bilo nasploh neka? Ne. Pojmi so bili največji užitek pravzaprav. Ne. Okay. Ni to problem, ker vsaj za prevajalce ne. Problem je bil v tem, da so... Okay, recimo, če imaš normalen fantasy, ne, kot je Abercrombie pa Rothfuss, pa to je recimo kremšeta, ne, ima 2 plasti, mogoče 3, ne. Okay. To je pa gibanica, ne, in to taka, tako 100 metrov visoka, ne. Okay. In zdaj, katera plast je kaj zdaj, ne? In to on točno ve, ne. Ta zadeva ima tokenih delov, ki se premikajo, ampak se premikajo v sosledju, ne, in moraš ti tako res totalno skoncentriran slediti temu, ne. In zato je bil to že team effort, ne, ker jaz enostavno nisem včasih več vedel, kje se me glava drži, ne. Zato, ker je tokenih stvari, ki se navezuje ena na drugo. On tako govori, pa on tako govori, pa to je bilo tam omenjeno, pa v tretji knjigi tudi, ampak na prvi je bilo malo drugače, zato ker, in je to vse lepo razloženo v bistvu, ne, če ne tam v knjigi, pa izven knjige v Silmarillionu, recimo, ne? Yeah. Ali pa v pismih njegovih, ali pa so fani pol najdli, ali pa so naknadni razloževalci tega potem našli, kaj to pomeni, ne? In tako naprej. Skratka, praktično vse ima svoj namen, ne? In to držati v glavi se skupaj, ne? In s tem v skladu delati, ne? To je bil največji problem. Ne? Drugi največji problem so pa pesmi, ne? Ker je tukaj koliko že 1093 stihov, čeprav vemo. Joj, bi si to delala, da bi to štela? Ne, zaradi, ker sem videl v pogodbi, piše, koliko stihov je. Ne, smo prešteli, ne, se spomnim, ne. Skratka, dobrih 1000 stihov, ne. Tega res nisem jaz štela. Ne, to sem jaz štel. Sem vse dal, pa sem vse preštel. Več kot 1100 stihov, recimo, ne. In to je pa tudi en zalogaj, ne, ker on zelo so lepe pesmice, ne. Ali pesmi, ne, tudi pesmice in pesmi, ne, ene so tako, ne, in to je tudi, ne, ker sem hotel, da bi bilo tako, kot je v izvedniku, ne, se pravi rima stopica, ne, da bi se jih dal tudi 5, a ne, se pravi, ker so fani že ta čas naredili melodije in vse to, ne, da bi se jih dalo za 5 na to melodijo, ne. Wow, tega mi nisi povedal. Mislim, na to melodijo, ne težu vsega si pozabila. Ne, ker pač meni se zdi logično, če tam piše in so zapeli, potem pač to si moraš predstavljati, da pač se da to zapeti. Nisem vedela, da imaš ti že melodijo konkretno v glavi. Na YouTube jih imaš. Pa 5, lahko gre slovensko zraven 5, mislim, da rata v večini primerov, ne. Potem, to je v prvi knjigi, ne. Pol v drugi se že začne ta prosta rima, ne, ki pa ima tudi svoje zakonitosti, ne, v tretji je pa skoraj, rečeš, zmeraj prosta rima, se ni problem. Že, ne. Je pa ritem, ne? Ja, je pa ritem, aliteracija, pa cezura, ne. Vse moraš ohraniti, ne, oziroma sem hotel ohraniti, ne. Mislim, da nam je rad. Mislim, glede pesmi moram pa res pač te pohvaliti, ne bom zdaj rekla pohvaliti Sergeja, te moram pohvaliti, zato ker sicer sem potem slišala, da si pač gospodu Harlamovu... Dobro, da je posneto to zdaj. Ja, imaš dokaz. Ja, za vse veke vekov. Ne, da sem bila stroga, sem slišala, da sem pač tako, vem, seveda pač, sem pa kaj, tega nisem bila navajena, prej bilo tako, pa Rothfuss je bilo tako, wow, glej, štima iz nule, tle pa sem pa kaj bilo tako, da sem rekla, ja, preveč enostavna rima, preveč glagolska rima, tako sem pa kaj, glagolska rima. Glede na koliko si rekel, koliko verzov, sem že pozvala številko. 1100, mislim, da. No, glede na to število verzov, mislim, da vsem tega peglanja ni bilo toliko. Ne, ni bilo. Tako da to res, in to je bila tudi ena stvar, ki smo se pač pogovarjali, ne, torej o novem prevodu, je bilo tako, pač, ja, Sergeju verziji ne bojo delali težav. To je bilo pač moje mnenje, glede na izkušnje, ki sem jih imela pač v znanega sodelovanja prej. Tako da to je zelo zanimivo, ker je tvoj vidik temu, kaj so bile največje težave, pač malo drugačen od mojega vidika. Meni se zdi, da s pesmi niso nobenih težav delali. Kaj pa se tebi zdelo, da so bile največje težave? Mislim, glede izrazoslovja bi se strinjala s Sergejem. So bili ena imena so bila, kjer
bo dolg časa, ampak glede na to, da to on prevaja, to se slej kot prej se prepelje rešitev. Nikoli nisem imela recimo občutka, to pa ne bo ratal. Mislim, vem, da pač Strider, Ringrats, to so bili recimo taki, ki se je dalj časa hodilo okrog, ampak jaz nisem nikoli imela niti najmanj občutka ali pa bojazni, da to pa zdaj ne. Vedela sem, se bo, slej kot prej bo in tudi je. Meni so se zdelo najtežje, se mi je zdelo lovljenje teh različnih registrov, postaviti to, kako bojo zdaj to odnosov, kako zdaj hobiti, kako zdaj različni hobiti, kako zdaj vilinci, kako urokaji. To je bilo in potem biti pri tem konsistenten. Slovenščina ne tolerira zares velikih odstopanj, da kar naenkrat začneš karikirati. Če se odločiš za neko slovnično sredstvo, kot pa se porocimo midva, potem je to je neverjetno, ko smo že vse ponetranili ta pravila knjižnega jezika, da potem, mislim, so bile ene stvari, ki jih ne on, ne jaz, ne lektorca, ni opazil, šele drugi korektor, recimo, biti konsistenten, to se mi je za najtežji. Pa dolgo se mi zdi, da je bilo to lovljenje, vikanje, tikanje, kje bomo to postavili. Ti si bolj čist na koncu najdel še neko v bistvu navodila Tolkiena v nekih opombah, ki je potem nekako sicer zacementiralo pozicijo, ki si jo prej že zbral, ampak sva imela pa res velik debat na to, kako bo to šlo. Tako nenaravno, a veš, v slovenščini vikanje je naravna stvar. Priješ do nekoga, ki ga ne poznaš, ki ga spoštuješ, vikaš. In tega se ponovadi držiš pri prevajanju slovenščino. Pridejo hobiti, ki so majhnih nekomu in vlada ga v šviku. Ne. Ti, ko ga boš. Pridejo k kralju, vi ga boš. Ne, ti, ko ga boš. V angleščini to ni problem. Je drugačen kontekst in potem Tolkien to izpele. V slovenščini je naenkrat ogromen problem in potem si že prevedel z vikanjem, zato ker se ti tako zvenel, pa greš tikanje nazaj popravljati, pa spregledaš kaj, pa kar naenkrat nekaj vikajo. Ampak predvsem to ponotrant, Ja, to je, kako oni zdaj kar ne sploh, ampak dejansko je avtor tako zahteval, pa dolgo časa nisem, jaz sem vedel, da on to zahteva, sem dolgo časa mi je bilo tako ful čudno, zakaj. Ja, ampak veš to, kar si rekel, ker v slovenščini imamo mi tako, ampak v našem slovenskem družbenem prostoru, to se može vedno pač ponavljati, ampak to je srednji svet. Saj nisi v Ljubljani, ali pa pač ne vem, če si že ti stvari. Šajerske. Glede tega sem hodila sam prej reči, prej sem pozabila, ker si vprašal to, kako se zdaj distancirati od tega predznanje, bom rekla. Tle mislim, da je bilo mogoče fajn, da jaz toliko naprej v slovenščini nisem brala, samo v angleščini. In jaz sem bila popolnoma neobremenjena tle z šajersko in nisem imela nobene težave, ko je prišel z novimi izrazi, to niso bili zame novi izrazi, to so bili pač izrazi. To je bilo po mojem redu. No, super. Ja, sej to bo še eno vprašanje, to še te bom na koncu, zapomni si to, še bova nadaljevali to debato. Zdaj pa bi vseeno, kaj pa, Sergej, dobro, Nata recimo, zdaj sva rekla, da si rekel, da niso vplivali prejšnji prevodi. Kaj pa filmi? Kaj pa predstavni svet? Recimo, ko si zdaj izbiral pojme pa ideje, recimo, ko sta Striderja recimo prevajala. A si lahko si zamislil Striderja brez Vigga Mortensena in takoj našel, a veš, nek izrazi, ki bo šli mimo filma. Kako je pa recimo to? Ker to pa predstavljam, da nisi pogledal na zadnje 20 let nazaj. Ne, filme sem pogledal zelo pred kratkim, seveda, extended in tako naprej, ampak to mi ni predstavljalo nobenega problema, zato ker je knjiga je drugačna kot film, in gospod Aragorn je popolnoma drugačen v knjigi, če me vprašaš. Ne, da je karkoli, jaz mislim, da so filmi zelo dobri. So uspeli, Jackson super, ampak je naredil film, izvleček, se to spet že na obodu govorila, to je Cliff Notes od knjige, nima tega loka v filmu, Vigo je Vigo, Aragorn je Aragorn, od začetka do konca, v knjigi ni, v knjigi je precej drugačen razvoj vsega tega ogromnega ozadja in tako naprej. Tako da, ker je toliko razlik, nisem imel težav s tem, je pa res, da včasih si predstavljaš Aragorna kot Vigga Mortensena v glavi, ampak nič narobe s tem v bistvu, ker moj Aragorn je amorfen, ni Viggo ali pa nekdo drug, ki je tak pa tak. Veli ideje, kako se drži, kako iz tega, kar je bil prej, postane to, kar je bil potem, te zadeve, ampak nimam zdaj obraza pred sabo. Tako da na prevod to, jaz mislim, da je čisto načup. Popolnoma načup. Ampak rekel si pa zdaj, si večkrat omenil, vseeno mogoče se vrnemo tudi k temu,
Je pa Tolkien dal neka navodila, skratka prevajalcem, kako naj se prevajajo, pa na to pa si se veliko zgledal, oziroma tudi si bral kaj. To pomeni, da so to neke komentirane izdaje Gospodarja prstanov ali kakorkoli. Ja, on ima posebno delo, bi lahko rekel temu, ne, zato ker pač mislim, da je bil švedski prevajalec prvi, pa je toliko stvari zafrknil, da je rekel, čak, zdaj pa dost, ne. Da bi pa jaz to povedal prevajalcem, kaj naj naredijo, ne, in so to obdrži, tega ne obdrži, tega to obdrži, tega ne obdrži, in to sem se praktično vedno sem se držal, ne. Ne čist vedno, ko so bile ene čudne zadeve, ko pol ni dobro zvenelo, ampak praktično vedno, ne. Zato imaš recimo neke sestavljenke, ki so na pol angleške pa na pol slovenske, ne, ko bo kdo rekel, kaj si pa ti tle delal, ne. A gospod Tolkien je tako hotel, ne. Kaj naj? Dejansko je tako, ne. Pač prevajalec tole obdrž, to pa ne. To nared, to pa ne. Je zelo striktno, ne. Ja, genealogijo razloži, ne, potem ti pač pove, zato se to prevaja, to pa ne. Ali pa tudi ne razloži, pa sam reče, tako nared. In ne se, kdo sem jaz, da bom rekel ne. Velikemu Tolkienu. Ja, tudi recimo cel ta Rohan, ne. Rohan je pač recimo temu neka srednjeveška Anglija, še prej, ne, predsrednjeveška Anglija, ne, in so angleške izrazi, ne. Ne moreš ti kar neki čarati. Sem že ščaral, ne, pa sem rekel, ne, to ne bo dobro, ne. Tudi po njegovih navodilih, ne, bomo kar malo obrnili, ne, pa bo angleško zvene, recimo, ne. To. Pa recimo štartna pozicija pa vam je bil v resnici tudi malo Hobbit, ne, ker je pač založba oziroma si hotela Darja, oziroma kot uredništvo ste vedno hoteli, da zdaj Hobbit nekako, da se ti izrazi iz Hobbita ujemajo potem z Gospodarjem prstanov, da se tukaj nadaljuje. Tam je bil pa drug prevajalec, ampak zdaj je, se pravi, izšel ta nov prevod oziroma v novi obleki Hobbit je skratka malo spremenjen v smislu, da že anticipira Gospodarja prstanov, kako. Ja, hvala, da si to omenil, to smo prej pozabili, ker smo se pogovarjali. Seveda, ne, Hobbita smo ponatisnili, ampak v prenovljeni, nekako posodobljeni podobi, kjer je pa Dušan Ogrizek, torej prevajalec Hobbita, sodeloval. Tako da to je bilo nekaj, kjer v bistvu je bilo tako, da Dušan je že sam vmes prišel do nekih zaključkov, ker on je to leta 86 ali kaj prvič prevedel. Tako da... Mislim, da je bilo 80 ali 81. Je kar... 81 si šel. Dvajno, tam nekje. No, skratka, ja, ker on ga tudi prinesel, ne, sploh v Slovenijo. In od takrat naprej tudi sam prebral ene stvari, tako kot recimo navodila, ne, Tolkienovim prevajalcem in tako. Tako da on je imel že sam ene ideje, kaj bi on popravil. In potem je on to nekako razdelal in poslal. To je bil tudi en tak dolg proces, kjer smo debatirali. In je bil Sergej zraven v tem procesu in jaz. Tako da, ja, je tako, in to so bile potem zdaj smernice, ki smo jih zastavili. In to je seveda vsi izrazi, ki se v Hobbitu pojavijo in ki se pojavijo tudi v Gospodarju prstanov, so seveda zdaj enaki. Vse ostalo, in tega je bilo pač precej veliko, je pa potem Sergej na novo. Ja. Se pravi, zdaj načrti za naprej so, domnevam, da Silmarillion, zdaj že ti to prevajaš nekako? Še ne. Boš začel? Ne, sem začel, pa pol sem rekel, mogoče malo časa rabimo vseeno. Da si jo pomoreš od Gospodarja. Se ga poznam, zdaj ne poznam nič, ne. Ampak bo tudi, to je kar proces, ne. To je zdaj pa spet nov zalogaj, ne. Je zahteven na drugačne načine, pa manj zahteven na druge načine, ne. Ja, ampak a je možno, da si že Gospodarja tudi malo prevajal z mislijo na Silmarillion, a je tam tudi kaj takega, kar lahko vpliva na prevod za nazaj, ali kakokoli, ali ne? Ali zdaj si prevedel Gospodarja, zdaj boš pa samo te rešitve uporabil? Mislim, ja, se to Tolkien je tako, pač se itak Silmarillion je pol njegov sin naredil, ne, oziroma pač je to spletel nekako stkal skupaj, ne, da stoji zadeva, ne, ker Tolkien žal ni uspel tega sveta za časa svojega življenja popolnoma udejaniti. Mislim, vedno sem pričakoval, da bo Silmarillion, to smo tudi že rekli, ne, ampak mislim, tiste rešitve bojo seveda normalno uporabljene, ne, niso nič skregane s čimerkoli v Silmarillionu, ne, zato ker tudi pri Tolkienu niso skregane s čimerkoli v Silmarillionu. Pač se nisem te čaral, pa se nekaj svojega zmišljal, ampak sem res pač upošteval Gospoda, ne, kot si je zamislil zadevo, ne. In nisem segal izven okvirjev, nisem hotel preveč sebe noter vtiskati in tako naprej, ker tudi on ni hotel, ne, dejansko, a ne, tako, recimo, Šajerska, ne, recimo tako slavna, ne, v Angliji je 5000 zadev z Shire, ne.
v kombinaciji. Ne. To je popolnoma nezaznamovana beseda. To je tako, kot pri nas dol ali pa gore ali pa novo ali pa vas ali pa dežela. Ja. Ja. In to je čisto normalna beseda. Ne. In zdaj pač, to je tisti, recimo, dober primer, zakaj jaz nisem hotel sebe vtiskovati v prevod. Ne. Zato, ker Tolkien ni sebe vtiskoval v prevod. Ne. Če to pomeni Shire, da je čisto nekaj običajnega, potem bo tudi prevodna rešitev nekaj običajnega. Ne. In je nastala dežela. Ne. Zato, ker je najbolj normalna stvar na svetu. Ne. Njim je to dežela. Ne. It's a Shire. Ne. Tukaj v Angleži je vsaka druga tamle območje je Shire. Tako, recimo, kot primera. Ne. Zato pač vse štimo vse. Tudi Silmarillion bo štimal. To ni. Tam bo nov slovar, bo nov slovar, bo tega podaljšala. To še ne vem. Nov slovar, kako to misliš? Ja, se veš, ne. Zrazilo me je po hrbtu. Ja, verjamem, meni je že dolg. Od A do Z, ne. Ojoj. Veš kaj, to zdaj smo dali, da datum izide oktober naslednje leto, tako da Scarlett O'Hara, worry about it tomorrow. Okay, da. Ja. Zdaj tako, še malo osebno vprašanje, zdaj za Sergej, tebe vem, ti ne rabiš odgovarjati, ti si oboževalec Tolkiena, absolutno, prebral si ga večkrat prej, zdaj ti si rekel, da si ga prebrala prej v angleščini, ne? Zdaj me pa še res vprašaš, če mi je Tolkien všeč, da se bom zdaj zamerila vsem fanom in rekla, v resnici je to absolutno te bom vprašal, gled, zdaj imamo tukaj vseeno urednico fantazijske literature pri Mladinski knjigi. Mene vseeno zanima, kako je fantazijska literatura na koncu pristala pri tebi, pa če si ti oboževalka tega, oziroma, a misliš, da moraš biti oboževalec, mislim, da ti mora biti žanr blizu, da ga lahko urejaš. Recimo, ti ne prevajaš, ti ne rabiš, on mora imeti malo rad to, da ne trpi medtem, ko prevaja ure in ure in ure in ne vidi živih ljudi, niti družine, nikogar, skratka je sam tam, mora imeti neki rad, da ga to žene naprej. Urednik ne rabi imeti niti rad prevajalcev. Urednik mora samo poskrbeti, da je knjiga dobra. Skratka, jaz hočem vseeno to, da javno poveš. Vedno večji respekt imam do tebe kot do urednika, moram reči. Ja. Vem. A si tudi, ne vem, oboževalka recimo tega žanra ali je nekako pri tebi pristal po naključju, pa kakšno je bilo seveda tvoje razmerje do Tolkiena? Jaz sem presenečen, ne bom zdaj grdo rekel, no, vem, da si anglistiko študirala, valjda, da si prebrala Tolkiena. Kdo pa, ki je anglistiko študira, ni prebral Tolkiena? Po mojem marsikdo sicer. No, vidiš, recimo, marsikdo. No, skratka, kakšen je tvoj odnos do fantazijskega Darja? Jaz mislim, da odgovor na tvoje vprašanje je, da oboje. Mal je fantazijska pri meni pristala po naključju, zato ker sem jo podedvala od prejšnje urednice, moje in tvoje predhodnice, Ane Ogrinović. Ona je pri Mladinski knjigi urejala žanr. In potem, ko je šla ona na Cankarjevo založbo, sem jaz prevzela žanr. Takrat je to pomenilo ljubezenski romani, kriminalke in tudi fantazijska književnost. V bistvu je ona Sergeja angažirala za Rothfusa, pa šla. In ti ga pustila. Ko je oddal prevod, sem bila potem jaz, živijo, to sem pa jaz. Pustila ga v košari pred vhodom. Poznajta se, tako je bilo. No, ampak potem v bistvu se je ta program žanrski rasel in rasel in je bil potreben nov urednik. In potem je žanr prevzela Nataša Miller, ne pa tudi fantazija. Fantasy sem pa jaz potem nekako ohranila. Zdaj, zakaj? Mislim, absolutno jaz mislim, da vsak urednik mora imeti afiniteto do knjig, ki jih ureja. Ne glede na to, a ureja fantastiko ali karkoli drugega. Ker tudi tle so ure in ure branja in ure urejanja, pa tudi sej, če pač kuriraš program, se moraš vedeti, kaj. Moraš se spoznati na področje. Seveda. Tako da ja, jaz sem imela odvedno, jaz sem recimo Hobita prebrala po mojem v osnovni šoli, sem jih razmišljala, ker so sestrične z Anglije, so vsakič, ko so prišle polet na morje, so prinesle s sabo kup knjig in je bil tudi takrat enkrat Hobit zraven, da sem ga dojemala takrat kot pravljico, ampak vem, da šuno se spomnim, da sem bila navdušena. Ja, pa Gospodarja sem prebrala tam enkrat, konc srednje šole, začetek faksa, se mi zdi, ne. Potem pa me je, ker sem tudi komparativistiko zraven študirala, povleklo drugam, ne. Ampak sem ohranila, ne vem, ljubezen do, v bistvu se niti ne samo do fantazije, tudi pač do znanstvene fantastike in tako, ne. Mislim, tega sem svoj čas zelo veliko brala, zdaj ni več, zdaj mi so druge stvari to izrinejo, ampak res mi je fajn, tako da televizije pa naprimer, oziroma filmov pa serij pa zelo veliko to gledam, tako da jaz sem Gospodarja videla prevečkrat in name recimo to je vplivalo, ker odkar sem brala Gospodarja prstanov je res že veliko časa, odkar sem pa filme
prevečkrat gledala, pa ne, tako da sem vedno zastrigla z ušesi, ko je bil v prevodu, ko sem prišla do kakšnega mesta, ko sem vedela, kaj je angleščina, tako da takrat sem bila pol še bolj zoprna, v smislu, to so po mojem zelo udarni stavki, greva se tlele še malo pomuditi, ne. Ne, je bilo to zdaj dobro ali ne, pa definitivno sem na to bila bolj pozorna. Drugače, pri Mladinski sta 2 urednici fantazijske književnosti, imamo nekako ločen starostno in je še mladinska fantazijska književnost, ki jo ureja Alenka Veler, in potem avtorji, kot so, ne vem, Patrick Ness, Lee Bardugo, Laini Taylor, to pač pri njej izhaja, tudi Ursula Le Guin, na primer, ne. Ja, jaz bi si v bistvu želela, da bi tega pri nas več izhajalo. Jaz mislim, da je to program, in ti si rekel prej, da je to, ne vem, 10% od tega, kar jaz delam. To je dejansko toliko procentov, tudi naša založba, je pač to je procent v programu naše založbe, tudi oziroma leposlovja, ne. Tle v bistvu je blazno še enih opcij, ampak to, ne vem, če to bi že skoraj bi potreboval po mojem samostojnega človeka za to. Če bi hotel to delati v takem obsegu, pa tudi jezikovno zdaj, ne, v bistvu razen angleščine, delamo zdaj, veščica, ne, ker je tak fenomen. Pa vemo, da bi se lahko še marsikam drugam ozrli. Ampak tudi jaz mislim, da bi bilo treba tudi tle delati na razvoju prevajalcev. Ne. Ker to je, kot Sergej zdaj ve, to je res commitment, ne. To je, mislim, res se moraš ti odločiti, je tudi Klemen Pisk, ne, jaz ne vem, ko on je pa tudi avtor zraven, no, se tako kot Sergej. Knjig je pač toliko, ti se moraš odločiti, da boš 5 let delal predvsem to. In zdaj moraš biti mogoče kar malo poseben. Kar z besedo nadal. Poseben? Ne, samo svoj? Ne, hotela sem reči čudaški. Mislim, moraš biti res, da ne bom tega zdaj rekla. Kako poslušati od mene, plečem besede ven. Mislim, moraš biti res predan, ne? Ker recimo vem, zapomnila sem si, da je ena prevajalka, ki je nekoč prevajala eno serijo, pa sploh ni šlo za fantazijo, mi je rekla, da se je po 4 knjigah popolnoma tega naveličala, pa je bilo na začetku zelo všeč, ampak hotela je preprosto še druge svetove. Tle ti mora biti to svet, ne, s katerim pa živiš, ker seveda, da greš pa si sred serije, menjati prevajalca, to se mi zdi pa neodpustno. No. Če nisi prisiljen v to samo. No, seveda, če. Sergej, zate eno vprašanje, ne, zdaj prevajaš, večino dobro se tudi kriminalke, ampak recimo, da se poznamo najbolj kot prevajalce fantazije. Prevedel si Tolkiena, kaj je zdaj za prevajalca fantazije še tam sploh za prevajati? Je čas, da se upokojiš, prepustiš mesto mlajšim, ki še imajo žar v sebi, ki ga je tebi ugasnjen. Ne, ampak res me zanima. Ljuša bi prevajajo fantasy. Ljuša bi hoče nove. Ampak res me pa zanima, recimo, če bi ti zbiral, a misliš, da je nekaj takega, prej si rekel, recimo, sam, to je eden najbolj kompletnih svetov v fantaziji in jaz se s tabo tukaj... Ne, to je najbolj kompleten svetov. No, tako najbolj kompleten. A vidiš zdaj, recimo, kot prevajalec še nek izziv v fantaziji, recimo, da bi še kakšen svet, prej si rekel, Eriksona bereš, recimo. Vsak svet je izziv, ne, to ni, jaz mislim, da je tako, Tolkien je odskočila deska, ne, tudi za bralca. Zdaj, je to angleščina, slovenščina, pustimo, ne. Če ti je všeč Tolkien, ne, ta alternativna dimenzija, ki ima svoje pravila, svoje imena, vse, ne, potem ti bo zagotovo še kaj drugega, ne? In ker imamo že Abercrombija, pa Rothfusa, pa Martina, pa tako naprej, ne? Bilo fajn, če bi imeli še kaj, ne? Darja, ne? In seveda, ne, Erikson je fantastičen, ne? Ampak to je tudi seveda commitment, ne? Ker to je pa Tolkien krat 3, ne? Vse obsega, ne? Da ne govorimo o kakšnih Jordanih, pa tako naprej, ne? To so pa poluno, Jordan je pa že malo mogoče, malo zapretiraval, ne? Še ga je mogel Sanderson na koncu dokončati, ne. To pa že morda rabiš kakšne potomce, da prevzamejo pola tebe prevajanje. Mislim, tako kot avtora potomce, ne. Ne vem, kako bo z Martinom, recimo, ne. Ampak jaz mislim, da bi moral Sandersona poklicati, ne, ker očitno človek zna končati, takrat, kaj je treba, ne. Tudi če je cela knjiga en boj, kot vemo po Jordanu, ne, na koncu, ampak je kar, mislim, vse Tolkien pravzaprav, ne, vse obsega ni tok, ne, ko pogledaš, ne. Ni tako grom, ne. Se spomniš Rothfusa druge knjige, recimo, ne? Rothfus druga knjiga ima 1,2 milijona znakov, ne, to je za 2 Tolkiena. Res? Ja. Aha, okej. Ja.
Ni to, tako da bi rekel, to je pa zdaj Če kako misliš, da 2 Tolkiena v celoti? Ne, 2 knjige ja, Tolkiena. dobro, Ja, okej. 2 knjige Tolkiena, recimo, ne. In to ni zdaj tako nepopisno ogromno, ne. Vedno je zato, kako je napleten, ne, podrobno. Podrobnosti je ogromno, ne. Ker pač vsi ti, praktično vsi ostali tako, so pač en svet, pa oni potujejo, pa tam je malo tako, pa eno jezero, pa basically that's it, ne. Pri Tolkienu pa ne. Pa ne, zakaj je to tam, pa kdo je zdaj tam bil, pa kaj pa 5000 let nazaj, takrat, ne, ko so bili poveljinci, ne, kaj pa takrat, ne. A veš, pa tukaj so pa zdaj oni prišli, ne. Aha, tam so prišli, ne, vse. Mislim, če lahko, ne, ker zdaj že pač tako 3 mesece sem razlagam okrog, da koliko je to res dolgo in kako se pač večno vračanje te knjige. Mislim, je špeh. Ampak res, jaz tudi sem razmišljala, če je bil kakšen projekt, ki se mi zdel tako vseobsegajoč in kompleksen in res ne vem če, no. Pa sem zdaj recimo 10 let pri Mladinski knjigi. Ne vem, ko se že prebiješ tam do konca, do gore pogube, pa so pa še priloge. Mislim, kaj začneš s prilogami, pol je pa še fonetika, pol končno narediš, pol je pa še stvarno in imensko kazalo, pa ugotoviš, da moraš še pol stvari na nov prevesti. Mislim, tako res. Tako nekako, In tega, ne vem, nekega tega piljenja, ne, pol detajlov, ker jaz mislim, da razen, ne vem, društva, Gilgaladcev, pa še 5, mogoče na koncu, ne vem, če bo to še sploh kdo opazil, ampak midva, ali pa ne vem, se je bila ekipa, smo se res tako ukvarjali z vsem na koncu, da več ne vidiš sploh več gozda, sam še vejice na drevesih, ne, tako res. Mehne drstičke. Koščke, lubja. Tako da jaz sem zdaj zelo že pripravljena na to, da zdaj Tolkien izide in ne zaživi. In pa sam še ponatisi, nič novega, nikoli več. Za mojega in tvojega življenja. Jaz sem prepričan, da bo ta knjiga itak doživela ogromno ponatisov. Jaz se zahvaljujem seriji tebi, ker znaš končati stvari in znaš zaključiti in da si pripeljal to vseeno eno strašanski podvig, ta vzpon na goro pogube in prišel nazaj živ in zdrav in boš še Silmarilliona. Nisem, Frodo tudi ni prišel, nisem čisto prepričan, da sem čisto prav. Glej, si pa prišel spremenjen, kar je tudi v redu. In jaz se vama obema zahvaljujem za to zelo dobro knjigo in pa seveda tudi za današnjo dobro družbo. Hvala za vabilo. Hvala. To je bil podcast Dobra knjiga, podcast o knjigah, ki jih je vredno brati, o katerih je vredno misliti, ter se o njih pogovarjati. Z vami smo bili tokrat Aljoša Harlamov, Darja Marinšek in Sergej Sneti. Hvala. Vi pa ne pozabite, kdor drugemu knjige bere, sam vanje pade.